Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, prisrčen pozdrav z Ljudskega vrta, kjer bomo pospremili predzadnjo tekmo tega kroga. Maribor gosti Radomlje, kar specifičen začetek pa smo videli, kar se tiče ogrevanja v Ljudskem vrtu, kajti Viole so igralce skupaj tudi s strokovnim štabom povabile na zagovor, tako da bo danes zagotovo zelo pestro, Maribor pa je seveda pod pritiskom rezultata. Gremo najprej na pare tega kroga, osvežimo si spomin, kaj se je zgodilo včeraj, ko smo pospremili 3 tekme, Rogaška in Aluminij ter Mura. Do zmag Rogaška je 2-0 ugnala Bravo, Aluminij v gosteh vodilno Celje, medtem ko je bila Mura prav tako v gosteh boljša od Domžal. Danes torej obračuna Maribor Radomlje in zvečer še Olimpija Koper. Pravilna odločitev, torej Božič medtem že v novem napadu. Božič, krasen strelil, sjajna obramba Luke Baša, fantastična parada, tole je bilo zdaj za fotografe za njegovim golom. 8. minuta, Maribor torej zdaj prevzema pobudo po nekem začetnem krču. Sicer 6 Celjanih, ki vodijo in so jasno bolj razpoloženi v napadu, so prejeli Božič, tokrat ni tako natančno zaključil kot v tistem primeru, ko se je Baš izkazal za obrambo. Marko Božič ostaja pri 3 zadetkih v tej sezoni v prvi ligi Telemach. Tole naprej Kaštro in pa Kolar, potem pa je Kolar lepo pripravil strel Marku Božiču. Pihler, to bo tisti, ki bo skušal z neko podajo odpreti obrambo Radomelj. Kaštro zelo agresivno, tu prekrška ni bilo. Kolar in Kaštro, močno, ampak tudi nenatančno. Žoga čez gol Luke Baša. Kaštro še čaka na to, da bi eksplodiral v dresu Maribora, potem ko je prišel nekako v zaključku poletnega prestopnega roka iz Differdanža. Se je potem oviral glavni sodnik, morda celo storil prekršek, ampak Mlinari so jasno v napadu. Krasno, Vokić, Šošić ima priložnost in gol! Radomljani prihajajo do vodstva, 22. minuta. Tule je zelo naivno izpadla obramba Maribora. Tule bomo videli, ni bilo prepovedanega položaja in to je izkoristil Šošić, ki je zadev za 1-0. Mariborčani razjarjeni zaradi tiste situacije. Kaštro, ja, zdaj se je dobro znašel Kaštro, tu je Geriko v kazenski prostor, žoga mu je šla čez nogo, kot radi rečemo, in to je bilo na koncu nevarno za gol Luke Baša, ki pa se je izkazal z obrambo. Podaja proti Božiču, to je nevarno, Božič do strela in gol! Zdaj pa ogromno sreče za Maribor, tudi s pomočjo tega, da je žoga spremenila smer, so se vijoličasti razveselili zadetka, razveselili izenačenja. Izenačenja Maribor takole Geriko, ki je našel Božiča, in tam je potem žoga zadela Vicka Ševlja, oziroma najprej mislim, da celo Koruna, v vsakem primeru pa končala za hrbtom Luke Baša. Ja, tako Lavšič, priložnost za Maribor, gol! Šoštarič, Karič, 58. minuta, popoln preobrat. Poglejmo, ja, napaka pri pokrivanju, tam so Mariborčani dobro stekli v prostor, Pihler je odprl pot Svenu Šoštariču, Kariču. In to je slednji izkoristil, tule vidimo. Ševelj in Prpič sta bila v Pihlerju. Repas se je zaustavil, ampak to je bila dobra odločitev. Božič v prostor, tole je priložnost, ampak ni uspel ugnati Baša.
Kolar, kakšno priložnost je zapravil. Ja, če bi Maribor prišel do prednosti z 2 goloma, bi bilo vijoličastim veliko lažje v nadaljevanju. Tako pa Hrvoj in še enkrat Vokić, tole je seveda nov napad za Radomlje. Vokić, tokrat proti oddaljenejši vratnici. In do priložnosti so prišli Radomljani, tam je bil Šošić dovolj vztrajen. Videli smo vztrajnost. Še enkrat pa ima Kolar situacijo 1-1. Kaj bo storil zdaj? Gaštra je našel Kasko! In Maribor vodi 3-1. Ko so Mlinarji pripravljali trojno zamenjavo, pa je Maribor še enkrat zadev. Ja, mislim, da Kolar tu ni iskal podaje, ampak na koncu bo vpisal asistenco. Je pa potrebno pohvaliti zdaj Repasa, ki sem dejal, ni v tisti sanjski formi, ampak dvakrat je sijajno podal proti Kolarju. Kratka kombinacija po kotu. Ostra podaja in veliko dela za Ažbeta Juga. Šošić je tu podajal z leve strani napada in Ažbej Jug se je izkazal z obrambo. Nova prekinitev, tole pa je tisti poskus Šošića. Vrati je spodrsnilo in to je zdaj lahko težava. Nukanović na desno. Pihler dovolj dolg, zato pa Šošić, ki ima veliko prostora, to je lahko nevarno, ampak Šošić, da bi lahko Šošić poskrbel za dramo v Ljudskem vrtu, ostalo je pri 3-1. Takole Šošić naravnost v naročje Ažbeta Juga. Zdaj bodo vijoličasti odšli tudi na pozdrav pred južno tribuno. Vidimo pa statistiko, veliko strelov smo videli. Radomljani niso razočarali, tako kot je dejal Oliver Bogatino, so se lotili tekmeca, ampak Bogatino v vlogi trenerja proti Mariboru še naprej ostaja brez zmage. Damir Krznar, konec črnega niza, najverjetneje vam je odleglo, ampak vrniva se najprej v prvi polčas. Niste mogli biti ne vem kako nezadovoljni s predstavo vaših fantov, tudi navijači se je zdelo, da so dobro sprejeli prvi polčas, ne glede na zaostanek, ampak vas je bilo karkoli strah, glede na to, v kakšni situaciji je ekipa? Ok, plan igre je djelovao otprilike onako kako smo to i željeli. Sigurno da smo imali više od igre, imali smo puno ulazaka u 16, imali smo nekakvih 20-ak centaršute sa strane, 11 šuteva po golu, tako da je sve vodilo do toga da smo mi bolja momčad. Rezultatski to nije tako bilo, ali pribojao sam se baš zbog toga jer i one 100% prilike, one zaista očite prilike za gol nismo koristili i sigurno da je mala zabrinutost u tom smislu realizacije postojala, ali nije bila u onom smislu stvaranja šansi i tečnosti igre. Tako da i u poluvremenu smo samo praktički smirili igrače, ohrabrili ih još malo. Nije čak ni bilo nekakve posebne korekcije ni stila igre ni taktike, osim što smo tražili od Kastra da se ipak više malo pozicionira na niži dio njihove obrane kako bi dobivao te duele u zraku. Dobra reakcija u cijele momčadi u drugom poluvremenu, kažem, igra u polju jako dobra, falili su golovi, konačno smo ih dočekali. Ste pa dosegli 3 zadetke, to je zdaj dobra novica za vaš napad. Naslednja tekma pa spet kar zanimiva. Aluminij je konkreten, v zadnjem krogu tudi to dokazal proti Celju. Se bo pa najverjetneje lažje pripraviti na ta obračun? Ok, teška utakmica s obzirom na kratak period oporavka, teška utakmica s obzirom na Aluminij koji je jednoj poletu u zanosu, s obzirom na Aluminij koji je izrazito trkačka momčad, a uz to imaju i nekakvu mirnoću u pametnom branjenju, dobra eksplozija u fazi napada. Treba ćemo biti i tu mudri. Treba ćemo biti malo i mudriji u odabiru prvih 10 s obzirom na potrošnju, ali ok, sutra ćemo brojati žive i zdrave, odnosno mrtve, nadam se da ovih mrtvih nema previše. Damir, najlepša hvala in srečno. Hvala i vam. Oliver Bogatino, pred tekmo sva omenjala tempirano bombo. Maribor je danes prekinil svoj negativen niz. Vi ste lahko s prvim polčasom zelo zadovoljni, pa najverjetneje z zadnjimi 15 minutami, ko ste potem postali spet pogumnejši. Ja, to nam je manjkalo, ta pogum, to, da mogoče poskušamo spraviti žogo pod našo kontrolo.
v momentu, ko smo povedli, je to ponavadi neko najboljši način, kako umiriti nasprotnika. Ne glede na to, da govorimo o Mariboru in v tem kontekstu cele situacije. Zdaj 2 zaporedna poraza, ko niste izgledali tako zelo slabo, ne? Spomnimo se, v prejšnji sezoni ste bili zelo za to, da se igra predvsem na to, da je ničla od zadaj, ne? Lahko pričakujemo nekoliko bolj pragmatične Radomlje, potem predvsem na tistih tekmah, ko spet štejejo točke dvojno? Jaz upam tudi nogomet se igra za gole in rezultat je edino merilo. In vse, kar šteje, vse ostalo je umetniški vtis, ki na koncu leta se nikjer ne bo zabeležil. Oliver, najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam. Sven Šoštarič-Karič, najverjetneje ste vi tisti, ki mu je najbolj odleglo ob tem, ko je šla žoga v gol po vašem strelu z glavo, glede na vašo povezavo s klubom, glede na povezavo z mestom. Zagotovo je bilo težko, ne, ko ste se znova znašli v zaostanku. Pa normalno, mislim, da si nismo želeli dobiti tega enega gola, da smo šli v tekmo z miselnostjo ne dobiti gola, gor ga bomo že zabili. In pol spet mala nepozornost, dobimo gol, skoraj da se vse poruši, ampak vedeli smo, da danes ni tisti dan, da izgubimo tekmo, da smo šli samozavestno v tekmo in na srečo 3 točke so tu. Po polčasu neke panike ni bilo za videti, ne? Tudi ko ste šli iz zelenice, nekih žvižgov ni bilo. Vam je to dalo neko dodatno samozavest, ker so navijači vseeno videli, da se borite, da ste tudi v prvem polčasu imeli svoje priložnosti? Pa ja, mislim, da za to borbo, z tem, kaj smo danes pokazali, smo lahko vsi zadovoljni. In navijači, in mi. Vedeli smo, da smo dobri danes, da samo manjka tisto malo koncentracije v zaključku, da ga zabijemo in na srečo je to bilo v drugem polčasu, na to se pa je vse odprlo in bilo je dosti lažje. Sven, najlepša hvala in srečno. Hvala. Luka Baš, eden izmed, lahko rečemo, junakov, ne, pri Radomljah. Veliko obramb danes, predvsem v tistem prvem polčasu, ko ste ohranjali minimalno prednost, na koncu poraz. Kako ste iz vašega vratarskega mesta videli tekmo? Prvi polčas je bil soliden, vodili smo 1-0. Drugi polčas smo začeli zelo slabo, dobili smo hiter en gol. Težko je kaj reči po takem rezultatu. Se je treba zdaj, moramo skupaj stopati s fanti, mogoče kak rezultat na silo dobiti, da se izvlečemo ven iz te krize zdaj. Ampak verjamem, da bomo s fanti to formo dobili nazaj iz prejšnje sezone. Ja, nekako 2 zaporedna poraza, ko niste izgledali slabo, ne, tudi danes ste imeli svoje situacije. Oliver je dejal, da si želi predvsem spet tistih ničel v obrambi in pa potem jasno zadetkov. To je najverjetneje neka želja tudi vratarja, ne? Se strinjam z Oliverjem, vsak vratar si želi, da bi ohranil mrežo nedotaknjeno. Zdaj pa moramo priti do tega, da se z ekipo skupaj sestavimo taktično malo, zopet obnovimo vse, kar je bilo v prejšnji sezoni, kar smo dobro delali in pa mislim, da bojo rezultati pol na koncu sami prišli. Najlepša hvala in srečno. Hvala vam.